Najprej hvala vsem, ki ste prišli. Moje ime je Katarina in vam bom predstavila mojo magistrsko nalogo z naslovom Gledalec kot sostorilec. Govorili bomo o sodobni dokumentarni fotografiji. To magistrsko delo sem zagovarjala na podiplomskem študiju komunikologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani že nekaj časa nazaj. Zdaj najprej bi vam samo predstavila, kako sem si zamislila potek te predstavitve, čisto klasično. In sicer najprej bom govorila o teoriji, predstavila glavne teoretske poudarke, izhodišča, ki jih potem vpeljujem v svoji analizi. V praktičnem delu vam bom predstavila analizo 5 fotografij in na koncu še predstavila glavne ugotovitve in sklep tega dela. Ne bojo vključena vsa poglavja, ampak najbolj ključna, tako da bom skušala biti jedrnata, jasna. Zdaj, najprej bi se dotaknila namena naloge, kaj je v bistvu bistvo te naloge, zakaj sem se je lotila. In sicer jaz pišem v tej svoji raziskovalni nalogi o sodobni umetniški dokumentarni fotografiji. In tukaj v bistvu trčimo na ta prvi paradoks, namreč novinarske in dokumentarne fotografije so od nekdaj imele posebno vlogo, status v bistvu objektivne poročevalke in kot take so bile vedno zasidrane v nek sistem kodov in konvencij za ohranjanje objektivnosti. Tako da kot take so bile vedno skregane od vsega, kar je umetniško. Zdaj, v zadnjih letih je pa moč opaziti med sodobnimi dokumentaristi, umetniki, da problematizirajo družbeno stanje, hodijo po vojnih prizoriščih, fotografirajo oddaljena plemena, tako da v svoje fotografske serije pač vnašajo nenavadne tehnologije, posebne kamere, posebne leče, posebne fotografske filme. V glavnem vnašajo umetniške strategije. In glavna kritika ali pa dilema je, če je dokumentarna fotografija vedno iskala neko ravnovesje med estetsko funkcijo, svojo in poročevalsko, je ta bojazen med kritiki dokumentarizma, da je danes sodobna dokumentarna fotografija predvsem estetska in premalo poročevalska, da se preveč ukvarjamo s samimi fotografi, s tem, kako so naredili fotografije, ne pa več z vsebino, ki je pa pač ključna pri dokumentarnih fotografijah. Tako da jaz v središče te dileme postavim gledalca, kako se jaz kot gledalka počutim, ko gledam te sodobne dokumentarne fotografije. In takoj na začetku določam 3 ključne koncepte, med katerimi se ves čas prehajam v svoji raziskovalni nalogi. In sicer na eni strani imamo umetniške prakse, nek žanrski moment, dokumentarna fotografija in kako se ta v bistvu preobrača v umetniško obliko. Potem drug ta koncept pomemben je produkcijski vidik, kako so te sodobne dokumentarne fotografije narejene, kakšne tehnologije uporabljajo fotografi. In potem kot opora na tretji strani kodi in konvencije v novinarski fotografiji. Te sodobne dokumentarne fotografije ves čas primerjam s klasičnimi novinarskimi fotografijami. In tukaj je treba poudariti, konvencije v novinarski fotografiji, to niso napisana pravila, v bistvu so že toliko zasidrana v nas, v našo zavest, da jih niti ne opazimo. In najpomembnejša konvencija je, da je fotograf in potem gledalec postavljen v vlogo pasivne priče, v vlogo očividca. Moja teza pa je, da je s temi sodobnimi fotografijami gledalec postavljen v novo vlogo, v aktivno vlogo gledalca kot sostorilca. In zastavim si 2 raziskovalni vprašanji, na kakšen način te sodobne prakse v dokumentarni fotografiji vplivajo na vlogo gledalca, a jo spreminjajo, in na kakšen način vplivajo oziroma spreminjajo same konvencije novinarske fotografije, ali pa, če povem drugače, na kakšen način se te fotografije odmikajo od klasičnih konvencij novinarske fotografije. Zdaj, če se
čist na hitro v bistvu dotaknemo začetkov dokumentarne in novinarske fotografije. Tako kot sem že povedala, pač dokumentarne fotografije razumemo kot neko transparentno okno v svet. Vedno so imele status objektivne poročevalke, pač prikazujejo nam točen in avtentičen pogled na svet. Dokumentarna fotografija bi lahko rekli, da se je razvila v dveh fazah. Prvič najprej konec 19. stoletja, ko so jo začeli uporabljati aktivisti, ko so problematizirali neke, družbene krivice, otroško delo, nevzdržne bivanjske pogoje. Potem pa v drugi fazi, veliko bolj intenzivni, v bistvu začetke dokumentarizma pripisujemo temu obdobju med obema svetovnima vojnama, v času množičnega razvoja tiska, ko so ratale v bistvu popularne te slikovne revije Life, Vogue, Picture Post, in v teh revijah so se začele pojavljati slikovne zgodbe s kratkimi besedili, in pač te slikovne zgodbe in revije so predstavljale za množice nek nov način izobraževanja. Ljudje so videli svet tam zunaj in v bistvu, na ta način so se v bistvu izobraževali. Tukaj je treba povedati tudi to, da je skupaj s temi slikovnimi zgodbami postal vedno bolj priljubljen tudi lik fotoreporterja na terenu in njegova vloga je bila tukaj nesporna. Hodil je po svetu, nepristransko pričal o tem, kar je videl, in potem te podobe javnosti prinašal, da jih je javnost gledala in se na ta način izobraževala. In da bi novinarske fotografije ohranile to svojo zmožnost, da pripovedujejo objektivno svet, nasproti recimo revijam v nekem rumenem tisku, so se počasi zasidrale, recimo temu v sredini 20. stoletja, v nek sistem pravil, kodov in konvencij za ohranjanje objektivnosti. In najbolj pomembno je podobno kot pri novinarjih piscih, da je fotoreporter prišel na teren, nepristransko pričal o tem, kar je videl, kar pomeni, da ni smel pustiti, da bi njegove presoje, prepričanja vplivala na to, kako vidi dogodek, in je pač objektivno fotografiral dogajanje. Zato je najpomembnejša konvencija, da je bil fotograf in potem gledalec vedno postavljen v vlogo pasivne priče, očividca. Mogoče tukaj treba še poudariti to, da dokumentarne fotografije vedno je bilo pomembno to, da je bila forma podrejena vsebini, sporočilu. Se pravi, če so določeni dokumentaristi uporabljali preveč izraznih sredstev, so bili načeloma, zdaj govorimo v 20. stoletju, vedno kritizirani, isto kustosi, če so poskušali narediti recimo tako razstavo, da so kombinirali dokumentarizem in umetnost. Tako da pomembno je poudariti to, da se je vzpostavila tekom 20. stoletja ta ideološka razdelitev, fotografija na eni strani kot prepis realnosti, na drugi strani kot neko sredstvo za umetniško izražanje. Potem se pa stvari v drugi polovici 20. stoletja začnejo počasi spreminjati. V 60. letih dobimo televizijo, naklada teh priljubljenih revij začne upadati, medij sam, fotografija se začne razvijati, dobimo neke nove možnosti, recimo barvni film, pojavijo se novi umetniški in kulturni tokovi, recimo v 70. dobimo konceptualno umetnost, s katero se recimo v fotografiji brišejo te razlike med umetnostjo in fotografijo kot neko tehnično obrtjo. V 80. imamo ta znamenit preboj v svet umetnosti, v muzeje, v galerije, in v 80. konec 80. se fotografija zasidra v umetniških institucijah, kjer v bistvu še danes velja za dominantno obliko visoke umetnosti. Zdaj, kar se tiče dokumentarne fotografije, pa v bistvu dejavnik, ki je najbolj spodbudil to, da so dokumentaristi do danes pristali v umetniških institucijah, kljub tej ideološki razdelitvi, najpomembnejši dejavnik množična digitalizacija. To je v resnici poglavje samo zase, ampak če povzamem na hitro, množična digitalizacija je dokumentariste
lahko bi se temu rekli, šokirala v dveh fazah. Prvič, to, kar je pač povzročilo, je bilo to, da kar naenkrat je bilo možno digitalne fotografije na ekranu pač editirati, z njimi manipulirati, kar je vneslo nek dvom, sploh pač v novinarsko fotografijo, ki je bila do zdaj nesporno verodostojna in je imela vse to kredibilnost. Druga, mnogo bolj v bistvu usodna posledica je bila pa to, da se je kar naenkrat, zdaj govorimo od 90-ih naprej, pač kar naenkrat so se pojavili amaterski fotoreporterji, vsi so imeli lahko pač digitalne fotoaparate in so bili na določenih krajih, prizoriščih, celo prej kot tisti stari, klasični, profesionalni fotoreporterji. Da ne govorimo o tem, da imamo danes pač vsi kamere v fotoaparatih, potem družbena omrežja. In vse to je povzročalo, da smo se začeli vsi v bistvu ukvarjati z nekimi dokumenti. Poplava, kolesje nekih istih ponavljajočih motivov, klišeji. In zato, da bi pač te stari, klasični fotoreporterji, ki so še vedno delali in vztrajali, recimo, in so delali za neke medije, so začeli počasi iskati in odkrivati nove estetske načine izražanja. In tako so počasi začeli svoja dela objavljati v fotoknjigah, kasneje v galerijah, muzejih in v bistvu vedno bolj so začeli mešati v bistvu dokumentarno in umetniško fotografijo. No in zdaj pridemo do sodobne dokumentarne umetniške fotografije. V bistvu je to zelo razvejano področje, ki ga težko res enoznačno opredelimo. Lahko na kratko povem, da sodobno dokumentarno fotografijo zaznamujejo različni stili, različni avtorji. Nimamo samo enega stila, enega vzgiba, ampak imamo več enih stilov. Najboljše, da ponazorim z parimi primeri. Recimo, tukaj lahko vidimo, kako italijanska fotografinja, ona se ukvarja s tem, da fotografira ugandsko ljudstvo golu in jih postavi pred fotoaparat, recimo dela pač neke portrete in potem jim v Photoshopu izreže obraze, da na ta način vnese neko novo dimenzijo v fotografijo in pusti gledalcu, da sam razmišlja o tem, kar vidi, oziroma o tem, kar ne vidi. Potem imamo recimo Yang Ki, je kitajski dokumentarist. On je doma tukaj na tem področju, kjer je jez treh sotesk, gre za največji hidroelektrični jez na svetu. V bistvu gre za naravovarstveno problematiko. On te scene inscenira in postavi te domačine tega jeza, da pač da opozori na to problematiko. Zaradi tega jeza v glavnem je bilo veliko ljudi preseljenih. Zaradi tega jeza poplavlja soteska in v glavnem je veliko škode na ta račun tega objekta. In on recimo najprej fotografira te domačine, potem fotografira vodo, vse to plasti v Photoshopu in na ta način opozarja tako z neko inscenirano sceno. Pač vse to lahko dokumentarna fotografija danes je. Potem imamo recimo Trevorja Paglena, priznanega ameriškega fotografa. On recimo s posebno kamero, s posebnim teleskopom, ki se načeloma uporablja v astronomiji, fotografira tajna vojaška oporišča, baze in iz njih dela take lepe, abstraktne slike, ki skoraj spominjajo olje na platno. Potem imamo pa recimo Birkina, angleškega fotografa. On pa recimo identifikacijske številke ubitih vojakov vtipka in dobi digitalne vrednosti barvnega prostora in potem dobi take pomenljive rdeče flehe, minimalistične flehe, da na ta način opozori in jih tako razstavi v galeriji na te ubite vojake. Mogoče samo kot zanimivost, vse te prakse so najbolj prikazane v tej knjigi Post Photography. Robert Shore je eden od najboljših poznavalcev te tematike
In on v bistvu pove to, da vse te sodobne prakse, to je treba poudariti, povezujemo s postmodernizmom. Mogoče, če se vrnem nazaj, za postmodernizem je značilno, da prevladuje ta materialna, vizualna kultura in ta želja umetnika, da komunicira z gledalcem. Ukrepljena je ta komunikacija z gledalcem, recimo. Vnese se v fotografijo ali pa v glavnem v umetniško delo neka nova dimenzija, tako da lahko kot gledalec raziskujem potem naprej to umetniško delo. Mogoče samo še to povem, da recimo za postmoderno fotografijo je značilno, da sam fotograf uporablja več enih medijev, recimo striže fotografije iz revije, jih plasti, dela iz njih kolaže, fotomontaže. Zato se večkrat reče, zato ta izraz, da fotograf ni več, danes fotograf ne ovekoveči več prizora, ampak ga ustvari sami, v bistvu umetnik s kamero. Zdaj tako, če smo v tem poglavju videli, kako lahko fotografi sami nekako določajo, definirajo svoje kreativne parametre, pa po drugi strani za novinarsko fotografijo velja drugače. Tako kot sem rekla, da je zasidrana v nekem sistemu kodov in konvencij za ohranjanje vtisa objektivnosti. In mogoče še to, da novinarske fotografije so v bistvu nek fenomen v fotografiji, ker imajo pomembno vlogo pri tem, kako si usmišljamo realnost, kako se konstruira družbena realnost. In pri tem so fotoreporterji pač ključni, da upoštevajo te kode in konvencije, da nepristransko pričajo. In tudi pomembno je pri novinarskih fotografijah, da je forma jasna, razumljiva, nedvoumna, direktna, transparentna. Vse to so pač neka določila, neka pravila, ki veljajo za novinarske fotografije. To so 4 konvencije, še enkrat mogoče, pač to niso napisana pravila, ampak gre za neke dogovore. In sicer pasivna priča, to pomeni, da fotograf pride na dogodek, nepristransko priča, je očividec. Kredibilnost, to pomeni, da fotoreporter se razume, da ne manipulira sceno, ne manipulira tudi kasneje, ne na licu mesta, ne potem v Photoshopu, recimo ne dodaja množic v ozadju in tako naprej. Kar se tiče neestetizacije, novinarske fotografije ne smejo biti estetizirane, popačenega videza. Fotoreporter si mora prizadevati, da ohranja recimo neke naravne tone, barve in tako naprej. In kar se tiče pač dogodka, novinarske fotografije načeloma označujejo dogodek, nek pomemben trenutek, pač izsek prostora in časa. Za ilustracijo vzela sem najbolj reprezentativno, mogoče iz sredine 20. stoletja, novinarsko fotografijo Eddieja Adamsa. Tukaj mogoče vidimo vse, smo očividci, prevzamemo to vlogo neke pasivne priče, verjamemo, da se je dogodek res zgodil, fotografija ni pretirano estetizirana, pač v skladu z nekimi zmožnostmi medija v tistem času. In gre za nek ključen dogodek, prelomni klik, temu pravijo pač v fotoreporterskem žargonu. Zdaj pa tako. V nadaljevanju predstavim v bistvu neke metodološke okvire, nastavke, kako se potem lotim analize fotografij. Naši načini gledanja v fotografiji proizvajajo specifične fotografske v bistvu pomene, kar pomeni, da fotografije okoli nas, podobe, kakršnekoli vizualna kultura, nasploh pač te podobe niso nedolžne, vedno proizvajajo neke učinke. In ključno je pri tem, da vedno reflektiramo lastno pozicijo gledanja. Kako jaz kot gledalka gledam na subjekt na fotografiji, v kakšno vlogo me je postavil fotoreporter, kaj s tem hotel povedati in kaj ne. In jaz pri tem pač sklopu uporabljam analizo Foucaulta, njegovo analizo nadzorovanja in kaznovanja v sodobni družbi. Ne vem, če poznate, on analizira panoptikum, znamenito krožno poslopje, gre za zapor.
In sicer ta zapor, to poslopje, ta arhitektura konkretno omogoča za nadzornika, ki je v visokem stolpu, mu omogoča pač totalen nadzor, popolno vidljivost, medtem ko te jetniki njega nikoli ne vidijo. In to je ključno, ta v bistvu povzdignjena perspektiva, privilegirana perspektiva jetnika. In to potem kasneje jaz tudi uporabim pri svoji analizi fotografij. Potem uporabim tudi interaktivno raven, kako interaktivni odnosi v bistvu proizvajajo specifične fotografske pomene, in te v bistvu interakcije se vedno zgodijo med fotografom, gledalcem pa subjektom ali pa več njimi na fotografiji. In te interaktivni odnosi so v bistvu kodirani prek 3 sistemov, prek kontakta, družbene distance in odnosa. Zdaj, kaj to točno pomeni? Recimo, kontakt je določen, zaznamovan s pogledom subjekta. Recimo v zahodni umetnosti 19. stoletja, o tem piše John Tek, je bilo tako znano, da so recimo zapornike vedno fotografirali frontalno. Tiste bogatejše, aristokrate recimo, pa tako, da so gledali stran iz kamere. In na ta način se vzpostavil nek odnos, ki ga moramo upoštevati, pač, ko analiziramo, ko kritično analiziramo neke vizualne podobe, kar jaz potem vnesem v svoji analizi. Potem recimo tudi točka gledišča, a sem jaz postavljena v isto višino kot recimo subjekti, ali jih gledam od spodaj na gor ali zgori na dol. Pa recimo odnos, na kakšen način, s perspektivo fotograf, a me oddalji od subjektov ali me bolj približa, da sem jim bolj blizu. Potem vpeljem tudi razdelitev 3 pozicij, ki jih lahko gledalci zavzamemo pri gledanju nekih umetniških del. Gre v bistvu za to, kako nas prostorska ureditev na fotografiji v bistvu kakšen odnos z nami vzpostavi, da gledamo na neko umetniško delo. Zdaj lahko nas prostorska ureditev postavi tako, da gledamo zelo neangažirano od daleč in prevzamemo pozicijo opazovalca, kar lahko v bistvu navežemo na to pasivno pričo v novinarski fotografiji. Lahko gledamo od daleč, ampak nas elementi izbire fotografa nekako peljujejo, da gledamo v samo fotografijo, in raziskujemo, kaj se noter v njej dogaja. Ali pa lahko pa nas prostorska ureditev na fotografiji kliče tako, da v fotografiji sodelujemo, da prevzamemo neko participatorno pozicijo, aktivira pač ta prostorska ureditev naš pogled. Mogoče je to najbolj pomemben za nadaljevanje, da si zapomnite. Potem pa vključim še metodološki okvir Gillian Rose, mogoče se tukaj ne vidi najboljš. Ta metodološki okvir je sicer dosti kompleksen, gre za to, da ona vzpostavi pač nek sistem, da lahko podobe analiziramo, proučujemo na 3 različnih lokacijah in s 3 različnimi modalitetami. In potem za analizo, za potrebe naše analize zberemo najbolj primerno lokacijo, najbolj primerno modaliteto. Jaz sem zbrala produkcijo podobe in tehnološko modaliteto in v bistvu to križanje te usmer, kako moraš potem naprej raziskovati svojo podobo v analizi. In gre za to, da v bistvu razmišljamo o tem produkcijskem vidiku, sredstva izbire, potrebščine, kakšno tehnologijo je uporabil fotograf, kaj je s tem povedal in kaj ni, ali pa kaj ne bi mogel. Recimo, če povem primer, slika, recimo rentgenska slika ali pa olje na platno ali pa recimo piksli, vse te izbire fotografa učinkujejo na nas na svoj način, pač proizvajajo neke svojevrstne učinke vizualne in to je treba upoštevati, ko analiziramo fotografije. Zdaj smo pa tukaj pri drugem delu, praktičnem delu, in sicer kar se tiče analize fotografij, mogoče najprej to, da sem zbrala 5 fotografij, 5 del sodobnih dokumentaristov. Rdeča nit je, da ti dokumentaristi uporabljajo nekonvencionalne tehnologije, ki jih načeloma v novinarski fotografiji dokumentarni ne najdemo. In druga rdeča nit, podnit je pa to, da so vse te tehnologije,
ki jih boste videli v nadaljevanju, ali bodisi vojaške in nadzorne kamere ali pa pripomočki. In v analizo vpeljem vse Foucaulta, interaktivne odnose, 3 pozicije gledanja, produkcijo, kode, konvencije, ki mi služijo kot neka opora, in semiotično analizo, kar pomeni, da razmišljam o barvah, o svetlobi, prostorski ureditvi. Samo za ilustracijo, vse to so pač neki nastavki, ki jih potem uporabljam v svoji analizi. In ves čas se sprašujem o tem, na kakšen način te prakse, te tehnologije, vplivajo na vlogo gledalca. Še vedno imam v mislih to mojo tezo, da je gledalec postavljen v vlogo aktivne priče, sostorilca, in na kakšen način vplivajo na konvencije. In tukaj lahko začnemo s prvo fotografijo. Pri vsaki bom v bistvu izpostavila par ključnih poudarkov. Prva fotografija, a se vidi dobro? Ja. Prva fotografija je delo Richarda Mossa, irskega fotografa. V bistvu gre za zelo kontroverznega fotografa. On je znan po tem, da briše skozi meje med konceptualno umetnostjo in dokumentarizmom. Pri tej seriji Infra je šel v Kongo in 5 let v bistvu spremljal to državljansko vojno, ki se dogaja v Kongu, in hodil s temi domačini in jih spremljal. In tukaj je pa zdaj ta ključen poudarek, pač pri svoji seriji je uporabil infrardeč fotografski film, ki zazna pač spekter svetlobe, ki ga sicer ne moremo videti. In ta infrardeč aerokrom se reče temu fotografskemu filmu, mislim, da je že ukinjen iz prodaje, ampak pomembno je to povedati, da je bil sicer namenjen za neke vojaške operacije, s tem ga v glavnem povezujemo, ta infrardeč fotografski film. No, in na tej fotografiji, če jo pogledamo dobro in razmišljamo o tem, kaj nam sporoča, najprej to, kar je pomembno, je to, v bistvu čez diagonalo se razprostira orožje, tako da v bistvu nas to takoj nam sporoči, kje se nahajamo. In to, kar je zanimivo, je, da ta diagonala v to smer v likovni umetnosti nakazuje propad. Če bi bila obrnjena v nasprotno smer, to pomeni, nakazuje rast, razvoj. Zdaj najpomembnejši element tukaj je rdeča barva. Vnese nek šok in že ta šok v bistvu zbudi pogled gledalca. Zdaj, rdeča barva, pač načeloma jo povezujemo s krvjo in smrtjo, zato v bistvu prebudi, ima to funkcijo, da prebudi naš pogled in nas aktivira. Tako da nismo toliko pasivni, ampak smo prej aktivni. Potem je treba tukaj tudi poudariti to psihadelično občutje in to zabrisano listje. Baje naj bi bili ti domačini omamljeni, tako da se na ta način v bistvu bolj povežemo s temi domačini. Ampak za moje pojme je najbolj zgovorna ta točka gledišča, iz katerega kota je to, oziroma iz katere točke je to fotograf posnel. In tukaj se lahko vprašamo, kako bi sicer z neko nevtralno tehnologijo, mogoče od daleč, tukaj treba iskati te razlike. V bistvu nas postavi takoj za ta dva subjekta in se zdi, kot da hodimo, kot da smo ta tretji v bistvu domačin, ta tretji borec tukaj v tej državljanski vojni, in nas postavi takoj z njimi. Pogled nas tako vodi naprej in imamo aktiviran pogled. Pač smo upotegnjeni v bistvu v fotografijo, v dogajanje. Potem druga izbrana fotografija iz serije Heatmaps je tudi delo Richarda Mossa. Pri tej seriji pa fotograf uporabi termografsko kamero, ki v bistvu prikaže objekte na osnovi njihove izsevane toplote. In zdaj prva stvar bi jaz rekla, ki tukaj najbolj izstopa, je to, da je zelo zmanipuliran, popačen videz fotografije. Se pravi, fotoreporter oziroma dokumentarist se v tem primeru ne sekira, kako izgledajo sami subjekti, ampak popač celoten videz fotografije. Tukaj je treba tudi poudariti to, da je ta fotografija posneta ponoči, spodbuja to morbidnost, to temačnost in nas na ta način postavi bolj v neko vohunsko pozicijo.
Spet je tukaj pomenljiva ta točka gledišča, a ne gledamo malo daleč. Mogoče si lahko predstavljamo, kot da smo na nekem griču in smo v funkciji enega nadzornika ali pa vohuna, ki pač vohuni za temi begunci, prebežniki. To je posneto v taborišču begunskem Idjomen. Tako da na ta način bi lahko rekli, da smo najbolj možno postavljeni v vlogo nekega vohuna, ki gleda, ki se plazi za temi begunci. Potem tretje delo je delo Benjamina Louisa, gre za priznanega ameriškega fotoreporterja, ki je pretežno svojo kariero posvetil Iraku pa Afganistanu. In tukaj v tej seriji na svojo kamero ponoči pritrdi očala za nočno gledanje in se pridruži ameriškim vojakom v neki nočni tajni zasedi, ko pač ti ameriški vojaki, mislim, da tega mehanika, pa ga sumijo, da je simpatizer Al-Kaide in ga sredi noči v bistvu prebudijo. In ta izbira tega pripomočka v bistvu nam doda neki element pač fotografiji in da lahko gledamo v ta dogodek, v dogajanje skozi oči ameriškega vojaka. Hkrati ima ta nasičena zelena barva tudi v fotografiji, likovni umetnosti nasploh to funkcijo, nasičeni toni nas zbudijo naš pogled, recimo nasprotju pa neki pastelni, nenasičeni toni nas umirjajo, recimo neki zeleni pastelni toni. Potem tukaj se mi zdi tudi mogoče pomembno to, da gre za nek klik, prelomni klik, nek decisive moment, kjer se v usodi tega akterja odloča. Se pravi, v tem smislu se zelo uvršča v neko novinarsko fotografijo. In mogoče se mi zdi tudi tukaj pač pomembna ta točka gledišča, lahko si predstavljamo, da smo eden od teh pač ameriških vojakov tukaj zraven, ki sodelujemo v zasedi. In mogoče spet lahko razmišljamo o tem, kako bi bilo, če bi fotoreporter ta dogodek fotografiral z nevtralno tehnologijo v nekih drugačnih okoliščinah kot sicer. Potem naslednje delo je delo belgijskega fotoreporterja. On v bistvu z dronom preleti območja v Ameriki, to je serija Blue Sky Days, in potem lovi take ponesrečene situacije, momente. In tukaj ulovi ilegalnega prebežnika na ameriško-mehiški meji. In mogoče ob tej fotografiji treba poudariti to, da ta fotografija se mogoče najbolj spominja na pravo novinarsko fotografijo. Vidimo tukaj vpeljavo nekih senc na kreativen način, kar je v novinarski fotografiji zaželeno, da fotoreporter na ta način poudari te ključne objekte ali pa subjekt v fotografiji. Vidimo to izčiščeno kompozicijo, ampak to, kar je pač tukaj recimo temu ključen šok, drugače kot bi bilo sicer, to, česar nismo navajeni v novinarski fotografiji, je pa ta povzdignjena ptičja perspektiva, ki jo fotoreporter, fotograf doseže z uporabo drona. In na ta način, če se spomnite prej, ko sem govorila o Foucaultu, v bistvu imamo to povzdignjeno privilegirano pozicijo in lahko vidimo na tega prebežnika, ki je v vlogi jetnika, se pravi, imamo totalen nadzor. In na ta način v bistvu prevzamemo pogled aparature, drona, nekega nadzornega aparata. Potem zadnja fotografija je pa delo Michaela Wolfa, priznanega fotografa, ki je ustvaril do svoje smrti leta 2019. On je preizpraševal prenaseljenost v svojih projektih, prenaseljenost v mestih, urbani razvoj, vprašanje nadzora in verjetno je bilo samo vprašanje, kdaj se bo lotil projekta z Googlovim Street Viewom. Te fotografije ni naredil, ampak jo je našel v bistvu tako, da je pač brskal po Street Viewju in je naletel na nek moment, gre za nek intimen, mogoče bolj podogodek, postdogodek. Zdi se pač, da sta bila ta dva starčka uropana
In tukaj to, kar je posebnost te fotografije, da vstopamo v to dogajanje skozi mrežo pikslov, kar je spet posebnost. In lahko spet razmišljamo o tem, kako bi bilo, če bi fotoreporter to fotografiral z neko nevtralno tehnologijo na ulici. In tukaj se mi zdi tudi zelo pomembna ta točka gledišča, kako gledamo na fotografijo. Lahko smo Googlova kamera ali pa recimo nadzorna kamera na drugi strani ulice ali pa nadzornik. V glavnem, to, kar je pomembno, je, da spet prevzamemo pogled neke nadzorne aparature prek teh drobnih pikslov. Okay, in zdaj, kar se tiče ugotovitev, če povzamem na hitro, to, kar je skupno vsem tem primerom, je to, da fotografi kršijo konvencije in te fotografije estetizirajo, se pravi, značilnost so ponavadi neki popačeni videzi, uporaba izraznih sredstev. Potem to, kar opazim, je, da te fotografije v bistvu ali v njih zaznati nek šok, neke napete trenutke, kjer se usodi igralcev odloča. Tako da gre za neke napete trenutke. In to, kar je najbolj pomembno, je, da je vloga gledalca vedno aktivna. Gledalec ni postavljen v vlogo pasivne priče, ampak zavzema to participatorno pozicijo gledanja. In to aktivno vlogo lahko gledalec, tako jaz ugotovim, prevzame na dva načina. Ali gleda skozi neko vojaško ali nadzorno kamero, kot smo imeli pri prvih 3 primerih, ali pa prevzame avtomatiziran pogled kamere same, ali je dron ali pa nadzorna kamera. Potem sem še ugotovila to, da je lahko vloga gledalca tako, da je sam udeleženec v prizorišču, v dogajanju, tako kot smo videli pri 1. in 3. fotografiji, borec in ameriški vojak, ali pa prevzame vlogo nekega vohuna ali pa nekega nadzornika. Kadar sodeluje v prizoru, takrat je relativno blizu subjektom, kadar je pa v vlogi nekega vohuna, takrat pa prevzame vedno nek privilegiran, gleda na dogajanje iz privilegirane pozicije in ima ta oddaljen odnos do subjektov. Ampak to, kar je skupno temu, je, da vedno deluje v teh fotografijah, vedno ima aktivno vlogo, vedno sodeluje. Zato jaz temu pravim, da je gledalec sostorilec. Prav na ta način potrdim uvodoma zastavljeno tezo, in v teh delih je gledalec sostorilec in ne več pasivna priča. Kar se tiče samih konvencij, je treba povedati še to, da kljub temu, da so fotografije popačene, estetizirane, pa v bistvu, tukaj je malo ta paradoks, vseeno ohranjajo to mero kredibilnosti, ker so narejene z nekimi vojaškimi kamerami, nadzornimi kamerami, ki jim načeloma zaupamo. Tako da ne izgubijo te svoje kredibilnosti, kljub temu, da so popačene, da so estetizirane. Mogoče bi za konec samo še to povedala, da ta tema je sicer precej široko zastavljena in bi jo bilo možno preučevati tako z vidika žanra, kot z vidika položaja fotoreporterja, fotografa, njegove vloge, kako se spreminja. Jaz sem se namenoma odločila za gledalca, ker se mi je zdelo, da je pomembno opozoriti na te spremenjene načine gledanja. Če ne drugega, si lahko to predstavljamo, da ko bomo šli v muzej ali pa galerijo, bomo mogoče malo bolj prešvicani prišli potem ven iz te galerije, kar pomeni, da bomo malo bolj zmatrani, da bomo v teh prizorih sodelovali, da bomo vpoklicani v te prizore, in ta sprememba v načinu gledanja se mi zdi ključna, ni zanemarljiva. In zato mogoče za konec samo tako apel, ideja, spodbuda, da razmišljate o tem, kako so dokumentarne fotografije narejene, kako vstopate v dogajanje, s kakšno v bistvu tehnologijo so narejene in v kakšno vlogo vas to postavi. Ste pasivne priče ali aktivni gledalci, tako da lahko na ta način drugače razmišljate zdaj v dogodkih, ki jih gledate prek dokumentarnih fotografij, predvsem pa, da razmišljate. To bi bilo to.